Zaradi tradicionalne zasnove hiš na Krasu se marsikomu zdi, da se iz stare kraške hiše ne da narediti nič pametnega. Umeščanje novega, sodobnega življenja v obstoječo lupino stavbe je zahtevna naloga, ki jo je najbolje zaupati strokovnjakom. Malo kateri del Slovenije slovi po tem, da se tja selijo Ljubljančani in tujci ter obnavljajo stare domačije. Kras pa ima tak sloves že nekaj desetletij. Stare kraške hiše še vedno prehajajo v roke novih lastnikov. Hiša, katere vrata so nam odprli lastniki iz Ljubljane, je prenovo doživela pred 5 leti. V njej preživljajo proste konce tednov in del počitnic. Solastnica je vlogo hiše opisala kot antistresno, saj sta oba z možem preobremenjena z delom. Za pomoč pri obnovi hiše so se lastniki obrnili na domačina, oblikovalca in kiparja Marka Milkoviča. Kakšna je bila hiša, ko ste vi prišli? Kaj je bilo? Kaj ste zagledali, ko ste prišli prvič tukaj v Kobjeglavo? Ja, tako, praktično jaz nisem videl hiše prej, ko je bila podrtija. Sem jo videl potem, ko je bila v drugem, tretjem stanju gradbeništva in sem se srečal z investitorji in sem pogledal stanje hiše in sem rekel, da to naredimo še v takem kraškem stilu. Vi niste za računalnikom, ne delate računalniških načrtov, delate stvari na roko in ko pridete, ko ste prišli, ste jim prinesli recimo neko vašo skico, neko risbo za vašo idejno zasnovo, naprimer za kamin. Izviram iz ene družine, praktično iz Novega mesta, ker mama je iz Novega mesta in ta naša družina so delali pečarstvo. In meni je vseh teh 600 peči, ki sem naredil, sem jih skiciral prej s svinčnikom, ki mi je bila boljša kot vsaka 3D dimenzija. Naslikati s svinčnikom zame je še vedno najlepša stvar, ki lahko malo popraviš. To se pravi, vi pravzaprav stvari zasnujete v glavi, ampak ne samo to, vi jih znate potem tudi izvesti. S katerimi materiali znate delati? Sem rekel, tukaj treba končati absolutno s kamnom, kraškim kamnom in praktično s hrastom, ker te dve snovi zame so kot voda in zrak, ki se spremijo skupaj. To je neverjetno, kako imamo mi srečo dobiti dva elementa, ki se spremijo. Jaz sem zbiratelj teh starih stvari, starih tramov in tudi kar se podira, jaz odkupim stare okna, stare stopnice, vse to in praktično potem to dam v delo, kar načrtujem novega, potem gremo v kamnosek in praktično v kamnoseku, če v kamnodomu, kupim elemente in potem jih ročno obdelam, tako da izgledajo stari. V hiši prvotno ni bilo kleti, zato je bilo treba izkopati velik volumen za različne prostore, ki so pod pritličjem. Marko Milkovič je poskrbel tudi za primerno ureditev vinskega hrama. Smo prišli v hišo, ker za klet, kot si bi vsak želel imeti nekaj tako masivno, in smo mogli razbiti celo nekaj betona, da gremo noter s temi trami. Trami so iz Vipavske doline, stari do 400 do 300 let in praktično te trami so dolgi več kot 7 metrov in sem imel potrebo fizikalcev. In sem si želel napraviti klet v tem načinu, da postane izložba vina, tako kot ena lepa slika, ker sem postavil steklenice v vodoravno smer in sem dal iluminacijo, tako da ostane praktično kot ena velika slika. Miza je praktično zelo velika in lahko gosti do 16 ljudi in za te ljudi treba tudi poskrbeti za en dober šank in za vse skupaj. In sem sklesal en velik lijak, tako da je vse to sem recimo obogatel z efekti luči in luči sem dal praktično, da v vsakem momentu lahko imaš svoj ambient. Mislite torej tudi na to, kakšno bo počutje, kako se bodo ljudje imeli takrat, ko se bodo hoteli sprostiti? Jaz upam čim boljše. No, v dobrem kozarcu vina in v dobri družbi, jaz upam, da se imajo čim boljše. In jaz delam v takem naravnem stilu, kot da stvar se bi znucala s časom, tako da bi bila stara 1000 let in da praktično vsi vogali gredo proč. Postanejo kot da bi voda zbrisala vse vogale. Robov ni, ostrih robov ni. Ostri robovi jaz ne delam. Nasplošno, ker sem kipar in praktično meni organska zamisel je najlepša.
In v tem wellnessu, naključno, ko so kopali, so dobili eno klet, eno jamo. In ta jama je globoka okrog 9 metrov in to je ena stvar, ki je enkratna v hiši. Vsaka kraška hiša naj bi imela eno jamo spodaj, ampak tako, da je še osvetljena in da je uporabljiva, je enkratno. Kuhinja je na nek način moderna, na drugi strani pa en tak občutek domačnosti. Les in kamen. Kako ste jo vi videli? Koliko ste poslušali tisto, ki stoji največ za štedilnikom? Ste jo kaj poslušali, gospod? Moram poudariti to, da jaz gospod sem imel totalen feeling že od prvega začetka in ona je rekla, Marko, glej, jaz nimam zamisli, nimam cajta, vem, kaj hočem, ampak prosim, daj me preusmeriti na ta pravo stran. In tako da sem ji narisal tlori, sem ji narisal kaj in kako. Oni za vsako stvar, od cele hiše so me vedno spraševali, če mi je prav ali ne, če bo pretežka, če naredimo barvo ali če damo mineral ali karkoli. Oni so mi dosti zaupali, brez da se poznamo. Tisti šparhlt je bil praktično jedro kuhnje. Ne? Ta zidan šparhlt je postal kamnit šparhlt, mislim s plinsko, ampak s profesionalno kuhinjo. In tudi vse tukaj noter smo dali zelo tehnološke elemente in samo iz vseh ne vidi, smo hoteli, da postane stvar tako kot en most med preteklostjo in sedanjostjo. V hiši so seveda še ostali prostori, ki soustvarjajo dom. Več spalnic, kopalnica, balkonska terasa. Domači preživljajo prosti čas zunaj, bodisi na vrtu, terasi, balkonu ali seveda v naravi. Mi živimo na Krasu. Na Krasu imamo Borjo, imamo sever, jug, zahod, vzhod in praktično se neko tle najboljše. V tej škarpi je napraviti nastrešek in napraviti enoletno kuhnjo spodaj, ki mislim, da je tista kuhnja, ki jo rabijo več kot to na koncu. Če želiva priti iz te notranje kuhinje do letne kuhinje, mora več čez to veliko okno, da stopava na vrt in tam naj lahko ustavijo en železni vinograd. Ja, železni vinograd, ker tukaj je itak hiša, ima alarme, vse, ampak mi se je zdelo grdo gledati čez praktično eno mrežo želez. Na vsak način ne bi bila tako lepa kot ta vinograd, ki sem ga potem zarisal in sem ga dal delati enemu mojemu prijatelju tukaj iz Komna. In hkrati služi tudi tej varnostni funkciji. Ja, itak, ja. Je bila narejena za to. Samo je narejena v enem umetnem stilu. Vidim, da večkrat omenjate to, da vam je dosti pomenilo to zaupanje. Ne? Se pravzaprav je to nekaj, kar je najlepše, če... Brez tega feelinga ne more priti do ene dokončne zmage praktično. Ker to je ena zmaga na koncu, da dobiš tisto, ki res si hotel. Ob razmeroma veliki hiši so lastniki želeli urediti vrt, ki naj bi v vročih kraških poletjih nudil čim več zelenja. Na njem so želeli cvetoče grmovnice in trajnice od pomladi do jeseni. Hkrati pa naj bi se na njem našel prostor tudi za nekaj zelenjave. Zavedali so se, da uresničitev vseh njihovih želja na tem prostoru ni preprosta naloga. Zato so ureditev okolice hiše zaupali izkušenemu oblikovalcu vrtov s Krasa, Borutu Benedejčiču. Najbolj se je uveljavil s svojimi projekti na londonskih vrtnih razstavah,
posebej še s tako imenovanim Pepinim kraškim vrtom. Prisluhnil je željam solastnice in hkrati ponudil nekaj svojih zamisli. Med njimi je tudi peščena površina, ki obiskovalca povede mimo hišnega pročelja do pravega vrta, ki se skriva za hišo. Domača gospa je hotela imeti nekaj vrtnin za sprotno rabo tudi na vrtu ob hiši. V prihodnosti namerava vrt obogatiti še s cvetlicami, ki krasijo kraške travnike. Tako bo delček narave, ki jo občuduje med vožnjo s kolesom po kraških gmajnah, preselila kar se da blizu.